Indukcija in dinamični mikrofon. Kaj je indukcija? Elektromagnetna indukcija je pojav, pri katerem nastane električna napetost v vodniku, ki se giblje v magnetnem polju. Električni tok oziroma gibano električno polje povzroča magnetno polje. Prav tako pa tudi spreminjajoče magnetno polje povzroča električno polje oziroma inducirano električno polje. Z odkritjem induciranega električnega polja kot posledice spremenljivega magnetnega polja je bil zaključen krog električno polje, magnetno polje. Inducirano električno polje je torej posledica spremenljivega magnetnega polja. Naštejmo nekaj primerov uporabe električnega polja, ki se zgradi na podlagi elektromagnetne indukcije. Vžigalna iskra za plin na štedilniku in vžigalna iskra na bencinskih motorjih sta posledici velikega električnega polja, ki ga inducira spreminjanje magnetnega polja v vžigalni tuljavi. Uničujoča iskra v računalniku, ki se inducira zaradi udara strele v oddaljen hrib. Transformacija električne energije v megavatnem transformatorju elektroenergetskega omrežja. Prenos signalov preko visokofrekvenčnega transformatorja, brezžična povezava med računalniki, mobilna telefonska omrežja in tako dalje. Vsi našteti primeri temeljijo na enaki osnovi, induciranem električnem polju kot posledici spremenljivega magnetnega polja. Natančneje bomo predstavili še en primer uporabe elektromagnetne indukcije in to je dinamični mikrofon. Omenimo še dve glavni zakonitosti induciranega električnega polja in inducirane napetosti. Faradayev zakon indukcije. Kot začetek proučevanja zakonitosti pojava elektromagnetne indukcije smatramo leto 1831, v katerem je Faraday razkril sledečo eksperimentalno ugotovitev. Če se sklenjena prevodna zanka nahaja v magnetnem polju drugih tokokrogov ali trajnih magnetov in se tuji pretok skozi njo spreminja, se v zanki inducira električna napetost, ki je sorazmerna hitrosti spreminjanja tujega magnetnega pretoka skozi njo. Pri tem pa ni pomemben vzrok, ki botruje spreminjanju pretoka. Za poroditev inducirane napetosti torej ni pomembno, ali se spreminja pretok skozi zanko zato, ker se zanka povečuje ali zmanjšuje, zato, ker se premika ali vrti, ali zato, ker se električni tok, ki ta pretok generira, časovno spreminja. Pomembno je zgolj in samo to, da se tuji pretok skozi zanko spreminja. Nov kamen v mozaik električne indukcije sta dodala Joseph Henry in Faraday. Neodvisno drug od drugega sta ugotovila, da za inducirano napetost ni odgovorna le hitrost spreminjanja tujega pretoka skozi zanko, ampak je zanjo v enaki meri odgovorna tudi hitrost spreminjanja lastnega magnetnega pretoka oziroma pretoka, ki ga povzroča tok v njej sami. Ugotavljata torej, da je celotna inducirana napetost vzdolž zanke sorazmerna hitrosti spreminjanja celotnega pretoka skozi zanko. Ugotovitve Faradaya in Henryja je dopolnil Emil Hristjanovič Lenz. Lenzovo pravilo. Spreminjajoči se magnetni pretok inducira v ovojih, ki ga obdajajo. Inducira električno napetost take smeri, da magnetni pretok električnega toka, ki ga požene inducirana napetost, nasprotuje spreminjanju magnetnega pretoka v ovojih. Torej, naraščajoči magnetni pretok inducira v ovojih, ki ga obdajajo, naraščanju magnetnega pretoka nasprotujočo negativno napetost in obratno. Potek vaje. Naša naloga v laboratoriju je izmeriti inducirano napetost na sekundarni tuljavi glede na obliko električnega toka v primarni tuljavi. Poleg tega bomo opazovali obliko magnetnega polja v tuljavi v odvisnosti od oblike električnega toka v navitju tuljave in določili medsebojne induktivnosti prek izmerjene inducirane napetosti. Merilni pribor, ki ga bomo pri vaji uporabili, je tuljava z dvojnim navitjem, primarnim in sekundarnim, pri kateri se okrog žice, po kateri teče električni tok, ustvari magnetno polje. Generator toka trikotne oblike. Osciloskop, ki omogoča opazovanje signala spreminjajoče se napetosti. Teslameter z aksialno halovo sondo, s katerim merimo gostoto magnetnega polja. Vezne žice. Pripomočke vežemo po shemi. Pri spajanju moramo biti pozorni, da so vse ozemljitve, to so priključne sponke črne barve, povezane v isto točko. Na kanal 1 osciloskopa priključimo padec napetosti na uporu, upornosti 10 ohmov, skozi katerega teče električni tok primarne tuljave. Sledi, da je konstanta toka 10 voltov na amper.
V osciloskop jo vnesemo z gumbi Channel 1 in Probe Menu. Na kanal 2 priključimo napetost sekundarne tuljave in za merjenje toka, inducirane napetosti in frekvence izberemo funkcijo Quick Measure. Za prva dva kanala nastavimo merjenje vršnih pik-to-pik vrednosti. Na kanal 3 priključimo Tesla meter. Sondo za merjenje magnetnega polja vstavimo v sredino tuljave. Z njo kontroliramo časovno obliko gostote magnetnega pretoka v tuljavi. Merilno območje nastavimo na 2 militesla. Kalibriramo in naravnamo Tesla meter na ničlo, vendar šele potem, ko smo vstavili sondo v tuljavo, saj nas zanimajo samo relativne spremembe magnetnega polja. Vključimo napajanje. Tokovni vir priključimo na trikotno obliko. Vršno vrednost amplitude in frekvenco toka v primarni tuljavi nastavimo na zahtevano vrednost. Obliko toka nastavimo tako, da 1/3 periode narašča in 2/3 periode upadata. Na osciloskopu raztegnemo opazovane signale po obeh oseh tako, da bo na zaslonu cela perioda signala in je slika čim večja. Z gumbom na tuljavi nastavimo spremenljivi upor tako, da bo inducirana napetost pravilne pravokotne oblike. Upor, ki je sekundarni tuljavi vezan vzporedno, duši nihanja, ki se pojavijo zaradi induktivnosti tuljave. Dinamični mikrofon. Kaj sploh je mikrofon? Mikrofon je naprava, ki spreminja zvok v električno napetost. Premikanje membrane v mikrofonu je sorazmerno s premikanjem membrane v zvočniku. Na ta način dobimo prenos zvoka na daljavo. Razvoj mikrofona se je začel v sredini leta 1800 in temelji na telefonski tehnologiji. Sprva je bila to akustična naprava, ki je bila namenjena širjenju šibkih zvokov. Beseda mikrofon je grškega izvora. Mikro pomeni malo in fon pomeni zvok. Delovanje dinamičnega mikrofona. Glavni sestavni deli tega mikrofona so tuljava, opna iz aluminijeve zlitine in magnet z zračno režo. Delovanje takega mikrofona je zelo podobno delovanju zvočnika, le da ta deluje v ravno obratni smeri. Majhna premišna tuljavica je pritrjena na membrano, hkrati pa je nameščena na magnetno polje trajnega magneta. Zvočno valovanje povzroči premikanje membrane. S tem se premika tudi tuljavica po magnetnem polju in tako povzroči indukcijo. Nastala elektromagnetna indukcija je sorazmerna z jakostjo in frekvenco zvoka. Lastnosti dinamičnega mikrofona. Dinamični ali tuljavični mikrofoni so najbolj množično uporabljena vrsta mikrofonov. Med dinamične mikrofone sodijo tudi tračni mikrofoni, vendar niso tako pogosto uporabljeni. Dinamični mikrofoni so zelo robustni. Zanje je značilno, da delujejo kljub prahu, vlagi in raznim poškodbam. Vsebujejo zelo malo delov, ki so zlomljivi. Dinamični ali kondenzatorski mikrofon. Tako kondenzatorski kot dinamični mikrofoni se pojavljajo v zelo različnih oblikah in velikostih. Vendar imajo dinamični mikrofoni veliko prednost, saj so bistveno manj občutljivi kot kondenzatorski. Pri izbiranju med enim in drugim mikrofonom moramo biti pozorni predvsem na pogoje, v katerih bomo mikrofon uporabljali ter namen uporabe. Na primer, če bomo mikrofon uporabljali v slabem vremenu, v umazanih prostorih ali se bomo srečevali s kakšnim podobnim dejavnikom, je dinamični mikrofon bolj primeren. S tem se lahko izognemo poškodbam mikrofonov in možni popačitvi zvoka, saj so primerni za visoko stopnjo glasnosti. Tipa mikrofonov se razlikujeta v še eni zelo pomembni lastnosti. Dinamični mikrofon ne potrebuje nikakršnega napajanja, medtem ko kondenzatorski mikrofon potrebuje napajanje iz akumulatorja ali iz zunanjega vira. Definitivno pa ima kondenzatorski mikrofon veliko prednost glede tehničnih kvalitet. Audio signal kondenzatorskega mikrofona je bistveno močnejši od signala dinamičnega mikrofona.